Spoštovane in spoštovani, hvala vsem, ki ste se odzvali našemu povabilu za otvoritveni dogodek Dneva enakosti spolov na Filozofski fakulteti. Moje ime je Milica Antič Gaber in vodim organizacijski odbor letošnjih dnevov. Dogodek bo potekal po Zoomu in rada bi vas obvestila, da ga bomo posneli, da bo dostopen za oglede tistih, ki se nam v tem trenutku ne morejo pridružiti. Seveda ga lahko tudi neposredno že prenašamo preko Facebook strani Filozofske fakultete in naredili bomo še kakšno fotografijo, vse pa zato, da bi pustilo sled v okolju in morda tudi v našem spominu. Zdaj pa prosim dekanjo Filozofske fakultete, profesorico doktorico Mojco Šlamberger-Brezer, da otvori letošnje dneve enakosti spolov. Z njim začenjamo prav na 8. marec, ko obeležujemo tudi Mednarodni dan žensk, in tudi to z namenom, da se poklonimo vsem, ki so nam naš praznik tudi omogočile. Spoštovana dekanja, beseda je vaša. Hvala lepa. Spoštovane, spoštovani, letos mi je pripadla čast, da vam spregovorim na otvoritvi drugih dnevov enakosti spolov, ki jih organiziramo na Filozofski fakulteti. Trajajo od 8. marca do 13. aprila in potekajo v okviru izvajanja načrta enakosti spolov, ki ga izvaja Filozofska fakulteta in zagotavlja Univerza v Ljubljani. Lani je bil dogodek organiziran prvič in požel je veliko zanimanja in pozitivnih kritik. Najbrž bomo po tem letu lahko govorili že o tradicionalnem dogodku. Zahvaljujem se organizacijskemu odboru in vodji profesor doktorici Milici Antič Gaber, prodekani profesorici doktorici Mojci Smolej, izredni profesorici doktorici Janji Polani-Lenarčič, docentki doktorici Živi Kos, docentki doktorici Jani Kenda, docentu doktorju Blažu Repetu, asistentki doktorici Jasni Podreka, Tjaši Cankar, Kristini Zajc-Božič, Meliti Mučič in študentki Mojci Suhovršnik. Članice organizacijskega odbora so bile aktivne tudi pri pripravi načrta enakosti spolov na Univerzi v Ljubljani. Na fakulteti v tem krogu poteka tudi pomemben mednarodni projekt Gearing Roles. Filozofska fakulteta se vam lahko zahvali, da smo zaradi vas tako dejavni in ozaveščeni na tem področju in da si prizadevamo, da ozaveščamo tudi študente in študentke. Letošnji dnevi enakosti spolov se bodo začeli s prispevki študentk Filozofske fakultete s področja enakosti spolov, kar je še posebej spodbudno. Vsaka generacija enakost spolov gleda na svoj način in mladi so na tem področju bolj odprti. Žal pa tematike o diskriminaciji še zdaleč niso presežene, čeprav je že dolgo tega, kar so ženske dobile volilno pravico. Vsaka kriza poglablja neenakosti, zato moramo opozarjati, da se stvari lahko spremenijo. Temu služijo tudi dnevi enakosti spolov na Filozofski fakulteti. So priložnost, da se ozaveščanje o enakosti spolov, ki je zapisana na papirju, v vsakdanjih praksah pa pogosto podleže stereotipnim predstavam in oblikam izražanja ter delovanja, širi tako med študenti in študentkami, profesorji in profesoricami ter vsemi zaposlenimi na fakulteti kot v širši javnosti. Na fakulteti si v okviru vrednot humanizma prizadevamo za vključujoče in strpno družbeno okolje in dnevi enakosti spolov so priložnost, da na to opozarjamo, hkrati pa tudi opominjamo, da živimo v svetu krhkega ravnovesja, kjer pravice, ki smo jih nekoč pridobili, niso nujno veljavne za vedno. Želim vam uspešne debate, veliko svežih idej, kako še naprej zagotavljati enakost spolov in živeti v miru. Hvala. Spoštovana dekanja, hvala lepa za te spodbudne besede in podporo pri organizaciji Dneva enakosti spolov. Zdaj pa si bomo pogledali kratek video iz dogodkov prejšnjega leta. Spoštovane in spoštovani, Filozofska fakulteta je članica Univerze v Ljubljani, ki že nekaj desetletij sistematično razvija področje feministične teorije, ženskih študij in študij spola. Je tudi prva fakulteta Univerze v Ljubljani, ki je že maja leta 2020 sprejela načrt enakosti spolov.
V tem kontekstu se je porodila tudi ideja o organizaciji dnevov enakosti spolov na Filozofski fakulteti. Dnevi enakosti spolov so priložnost izpostaviti tako študentske kot raziskovalne in publicistične dosežke naših kolegic in kolegov na tem področju, pa tudi tistih iz širšega akademskega polja in civilne družbe. Te dosežke si želimo razširjati v širši družbi, saj si ne želimo, da bi obtičali na delovnih mizah naših kabinetov. Naše početje namreč ni namenjeno samo nam, ampak predvsem ustvarjanju in krepitvi takšnih družbenih razmer, ki ustvarjajo in krepijo vključujočo družbo onkraj spolnih stereotipov in diskriminacije. Želimo si, da bi bila orodja naših premislekov uporabna za vse, ki se v vsakdanjem življenju srečujejo z različnimi vrstami vprašanj, povezanih z enakostjo oziroma neenakostjo spolov. Lansko leto je na 15 dogodkih sodelovalo več kot 50 govork in govorcev, med njimi smo gostili znano feministično teoretičarko profesorico Lynn Segal iz Londona in predsednico Evropske sociološke zveze doktorico Marto Soler Galar. Nekaj utrinkov si lahko pogledate v kratkem videofilmu, več pa na naši spletni strani pod zavihkom enakost. Prijazno vas vabimo tudi na letošnje dogodke. Naval El-Sadavi, egipčanska pisateljica, aktivistka, zelo pomembna, znana, in rekla je naslednje. Rekli so, da sem divja in nevarna ženska, in odvrnila sem jim, govorim resnico. In resnica je divja in nevarna. Meni je prišlo na misel ob tem, kako se študija spolov in tako imenovana teorija spolov ukinja po raznih univerzah. To je katastrofa. Na Madžarskem, na Hrvaškem in tako naprej. To je seveda enkratna katastrofa. Je pa tudi res, da nimamo predmetov, vsaj kolikor imam jaz pregleda, nimamo predmetov feminizem, feministična teorija, ker sem prepričana, da bi se to še bolj črtalo, oziroma bi bilo že zdavnaj takole prečrtano, ne, in raztrgano in tako naprej. Te teme, oziroma da se o enakosti, enakih možnostih in tako tudi vezano na spol, da se to počne znotraj binarnega spolnega sistema, ne? Predvsem na osnovi nekega izhodišča podrejenosti ženskega spola, nebinarne osebe pa se pri tem izpušča v razmislekih, ne? Kar je problem. Ampak vidim pa tudi cel kup možnosti razširjanja našega področja na kulture, ki jih do zdaj sploh nismo zaznavali. Recimo problematika feminizma, kako je se znašla v delih temnopoltih avtoric, ki postajajo res izredno močni glasovi. Preskok pa se zgodi, ko se pojavi tudi ženska protagonistka, saj za te igre obstajajo različni napovedniki. Ženske verzije napovednikov so bile izdane kasneje, ter imajo veliko manj ogledov. Zanimivo pa je, da jih je tudi težje najti na spletu, saj je treba zraven naslova napisati tudi female protagonist, česar pri moškem karakterju ni treba. Vsaka univerza se enkrat na leto pohvali svojimi uspehi, koliko je imela nagrad, evropskih projektov, izjemnih študentov. Mislim, da bi tudi ukrepi na področju preprečevanja spolnega nadlegovanja morali biti del tega, s čim se univerza hvali navzven. Ugotovljeno je bilo, da se študentke in študenti, ki so v okviru Filozofske fakultete doživeli spolno nadlegovanje, nam pravzaprav niso znali odzvati. Največkrat so se delali, kot da se ni nič zgodilo, nekaj se jih je odzvalo šalo ali pa niso storili ničesar, ker so se počutili nemočne. Le 10% oseb z izkušnjo spolnega nadlegovanja je storilko oziroma storilca prosilo, naj z ravnanjem preneha. In kot vidimo, je samo ena oseba od skupno 80 študentk in študentov spolno nadlegovanje prijavila vodstvu fakultete. Nihče od anketiranih oseb se ni obrnil na nevladne organizacije oziroma na policijo. Recimo, zanimiva je celo raba afne v španščini oziroma portugalščini. Kot vidite tukaj, na levi strani imate recimo poster znane brazilske nadaljevanke Todos Nós, v kateri ima glavno vlogo transspolna oseba, na desni strani imate pa prikaz transparenta v podporo baskovskim političnim ujetnikom. Se je meni zdelo najbolj elegantno, da če jaz želim uporabljati žensko obliko, recimo
pač dati žensko obliko not, jo dam, če želim dati moško obliko, jo dam, pa zadnji dam podčrtaj. Ta podčrtaj pa pomeni vse ostale oblike. Pravkar se je odvrtel kratek video, v katerem smo zbrali nekaj utrinkov iz dogodkov prejšnjega leta. Dogodki na letošnjih dnevih enakosti spolov pa se bodo, kot je bilo že rečeno, zvrstili med 8. marcem in 13. aprilom. V tem času bomo lahko spremljali in tudi sodelovali na pogovorih, okroglih mizah, predavanjih, predstavitvah knjig, diplom, magistrskih in doktorskih disertacij v živo in na spletu. Na njih bodo kolegice in kolegi tematizirali različne vidike enakosti oziroma neenakosti spolov, od neenakosti spolov v učbeniških gradivih in študijskem procesu, diskriminacije, abortusa v času vojne, enakosti spolov v jeziku in sliki. Pogovor bo tekal tudi o transseksualnosti, vprašanjih žensk v kitajski filozofiji, pa tudi o neenakosti spolov v kulturi. Na omenjenih dogodkih bodo spregovorile tako profesorice, profesorji, kot tudi študentke in študenti in tudi predstavnice civilno-družbenih organizacij, ki se s temi tematikami ukvarjajo. O vseh dogodkih vas bomo sproti obveščali in nanje vabili. Zdaj pa mi dovolite, da nas uvedem v današnji dogodek. Letos smo se odločili, da najprej damo besedo mladim, študentkam in študentom, za to odločitvijo stojita dva premisleka. Prvi je vezan na Evropsko leto mladih, ki se je začelo s francoskim predsedovanjem Evropski uniji in vključuje vrsto pomembnih politik, ukrepov in dejavnosti. Evropska komisija je leto mladih razglasila z namenom podpreti mlade pri zaščiti in spodbujanju svobode, vrednot, priložnosti in solidarnosti. To dolgujemo generacijam, so zapisali, ki so med pandemijo najbolj trpele in morajo zdaj znova zaživeti. Na Filozofski fakulteti k omenjenemu dodajamo še prizadevanje za enakost spolov. Namenoma tako že v okviru otvoritvenega dogodka odpiramo prostor in omogočamo, da se sliši glas mladih, študentov in študentk, ki se v svojih prvih ali ne tako prvih znanstvenih naporih lotevajo vprašanj povezanih z enakostjo spolov. Dogodek smo poimenovali iz leta v leto, iz generacije v generacijo. S poimenovanjem smo želeli povedati najprej, da bomo tak dogodek v našem programu vrstili vsako leto in tudi, da menimo, da se bo tako kritičen glas kot ugotovitve o pomembnih pozitivnih premikih širil in prenašal iz generacije v generacijo in odmeval v širši družbi. Danes se bodo predstavile svojimi deli samo diplomantke, magistrantke in doktorantka, želimo pa si, da bi že naslednje leto med njimi gostili tudi diplomante, magistrante in doktorante. Enako spolo namreč sploh ni samo stvar žensk, ampak tudi moških oziroma vseh spolov. Z današnjim dogodkom obeležujemo tudi 8. marec, Mednarodni dan žensk, na katerega je spomnila že profesorica, doktorica Mojca Šlamberger-Brezer, dekanja naše fakultete. To je osrednji opomnik dolgotrajnih bojev za pravice žensk. Njegovo obeleževanje je izjemnega pomena tudi zato, ker smo še vedno daleč od tega, da bi ženske in moški in vsi, ki se drugače identificirajo, lahko uživali enake pravice, bili deležni enakih podpor strani družbe, imeli enak dostop do pomembnih družbenih virov in imeli enak delež moči, ter v enaki meri sodelovali pri pomembnih gospodarskih, razvojnih in političnih odločitvah. Za vse to in še za marsikaj, česar ni bilo mogoče v tako kratkem naboru našteti, se je potrebno tudi v sodobni družbi, tudi v naši družbi, tudi danes aktivno zavzemati. Ne le, da nam ni bilo nič podarjeno, dosti tega bi nam, če se za dosežene pravice ne postavimo, kaj hitro lahko bilo tudi oduzeto. Ni dvoma, da tega ne bomo dopustili. Obenem pa verjamem tudi, da bo vsak v tem času, ko se ženskam v Ukrajini kršene osnovne človekove pravice razmislila, kaj lahko sam in kaj lahko kot skupnost naredimo za to, da jim v času, ko najbolj potrebujejo solidarnost in podporo, to tudi damo. Solidarnost je namreč tista, ki je ženske v različnih družbenih skupinah v zgodovini že večkrat povezala in prispevala k boljši in bolj pravični družbi. Verjamem, da bo tako tudi tokrat.
Zdaj pa dajmo glas našim mladim znanstvenim glasovom. Najprej bo na vrsti predstavitev diplomskega dela Hane Barši Palmič. Hana Barši Palmič je dokončala dvopredmetni študij na oddelkih etnologije in kulturne antropologije in sociologije. Njena diploma nosi naslov Sodobni politični boj kurdskega naroda. Za današnji dogodek pa je pripravila prispevek z naslovom Življenje Kurdin v miru in vojni. Mentorja diplomskega dela sta bila profesor dr. Rajko Muršič in docent dr. Ičo Vidmar. Naloga, verjamem, je aktualna tudi za današnji čas, zato z njim začenjamo predstavitve. Hana Barši Palmič, izvolite. Najlepša hvala. Upam, da se me v redu sliši. Jaz bi samo prosila, da če bo internetna povezava slabša, da me opozorite, pa bom izključila kamero, bom potem mogoče boljše. Načeloma je še zmeraj delala, ampak opozorim vnaprej. Torej, kakor je profesorica Antić Gaber povedala, v svoji diplomski nalogi sem se ukvarjala s sodobnim političnim bojem kurdskega naroda, ki vsekakor v bistvu etnična skupina in manjšina trenutno prebiva v državah Bližnjega vzhoda, to so Turčija, Irak, Iran in pa Sirija, ampak se že več kakor 100 let bori za osamosvojitev oziroma večjo avtonomijo svojih pokrajin. Njihova zgodovina in prav tako v bistvu sodobno življenje je nekako prežito in z vojno, z vojskovanjem, s kulturnim zatiranjem, s prisilno asimilacijo, z migracijami, etnocidi, genocidi in nekakšnim iskanjem svojega nacionalnega in kulturnega doma. Med raziskovanjem kurdskega političnega boja pa sem v bistvu v načinu njihovega delovanja in razmišljanja našla veliko vzorcev, ne da pokažem in liberalno razmišljanje, temveč v nekaterih konceptih celo presegajo in prekašajo sveta in družbe. Med te koncepte se upošteva tudi socialna država, antikapitalizem, okoljsko ozaveščenost, odprtost družbe, protinacionalizem in navsezadnje tudi izrazito pomembne svoboščine žensk in nasploh razpravo o spolu in feminizmu. Med raziskovanjem sem tako sama, kako so avtorji, ki sem jih preučevala, poudarjali na pomembno vlogo žensk v kurdski družbi, ki je v bistvu postavljena ob bok moški vlogi, kako enakovredna. Na tej točki je bistveno poudariti, da bom v tej krajši predstavitvi ponazorila le nekaj teh sodobnih primerov, ki kaže na to visoko stopnjo enakosti spola v kurdski skupnosti, s tem pa ne zanikam in ne smemo zanikati ali zanemarjati tako zgodovinskih in sodobnih vzorcev patriarhizma, zatiranje žensk, jemanja osebnih pravic glede na spol, prisilno poročanje, iznakažnjevanje genitalij in izrazita vloga ženske kakor mame in gospodinje, ter s tem tudi pogosto razumljene kakor manj vredne vloge. Vsi ti vzorci se v bistvu pojavljajo v teh kulturah, kakor so vgrajeni v zgodovino naše kulture in kulture danes bolj razvitega sveta. Za veliko žensk pa to še vedno vsakdanja realnost in življenje. In v bistvu bi pričela s citatom avtorja Michael M. Gunterja, ki zelo hitro zajame sliko žensk v kurdski skupnosti. Kurdinje, kakor ženske in kakor državljanke države, ki ne obstaja, se soočajo z dvojno diskriminacijo, spolno in etnično. Takšno ravnanje je prisotno tako v vseh 4 državah, kjer so Kurdi prisotni, torej Turčija, Irak, Iran in Sirija, kakor tudi v evropski diaspori. Konec citata. In prav tako so ženske doživele diskriminacijo strani nekih kurdskih nacionalistih, saj so kurdske politične stranke in podobne skupine desetletja prioritizirale boj za avtonomijo in kurdske pravice in zanemarjale pravice žensk. Nekateri avtorji torej zagovarjajo, da že v preteklosti simbol in vloga ženske v kurdski kulturi nosila visoko spoštovanje in višjo pozicijo v hierarhiji organizacij tako družine kakor družbe. Torej v bistvu imamo tukaj nek dvojni vidik, s katerim se včasih nekateri avtorji ne strinjajo. Na to pa tudi pričajo neki primeri iz preteklosti, ker recimo zametki prostitucije in kulture bordelov za Kurde v bistvu je skoraj neobstojna. In v kurdski kulturi je družba postavljena na zelo visoko mesto in vsi Kurdi se med seboj poročajo, ter v večini prakticirajo monogamijo. Prisilne in dogovorjene poroke so vedno redkejše, niso pa še nezaznane. Torej, vse te smeri, vsi ti modernizacijski procesi na Bližnjem vzhodu grejo v različne smeri. Nekateri modernizacijski procesi prinesejo seboj feminizem in s tem podanje možnosti enake izobrazbe za dekleta in enako plačilo za moške in ženske. Po drugi strani pa smo opazili tudi povečanje nošenja rute in zakrivanje v sklopu islamske religije na Bližnjem vzhodu, kakor eden izmed novodobnih procesov. In iraški Kurdistan za zdaj dosega višjo stopnjo visoko izobraženih žensk proti moškim, prav tako je pri njih izrazito razširjena popolna enaka plača, ne glede na spol, kar ne moremo reči za velik del zahodnega sveta.
Pogovarjala sem se tudi s Farhan Nandarjem, ki je kurdski raziskovalec in novinar v iraškem Kurdistanu. Statistično gledano so kurdske ženske ene najbolj svobodnih v primerjavi z drugimi državami Bližnjega vzhoda in jih kultura in religija vedno manj postavlja tradicionalne položaje in s tem v bistvu tudi, da bi zaustavljala njihovo izobrazbo in emancipacijo. Po njegovem mnenju in pozovanju se vedno več žensk v iraškem Kurdistanu odloča za družino, kasneje v svoji odrasli dobi, torej pozna 20. ali 30. leta. In po njegovem mnenju pa še vedno v družbi obstaja kultura seksizma, ki se širi naprej iz bolj tradicionalnih, zastarelih vzorcev gledanja na družbo, kar pa se zaznava prav tako v zahodnih in specifično tudi v slovenski družbi. Kakor pa sem omenila, se v bistvu Kurdi zaradi nacionalnega in političnega boja veliko tudi vojskujejo. Marsikdo, ki je že kaj slišal o Kurdinah in o visoki stopnji emancipiranih in karizmatičnih ženskah v kurdski skupnosti, je sprva pomislil na žensko gverila vojsko imena YPJ ali ženska zaščitna enota. Ta enota se v bistvu leta 2014 razvila iz njene sorodne vojaške enote YPJ iz avtonomnega področja Rojave v Siriji, ki ščiti kurdsko področje v Siriji in se bori za razvitost in svobodo kulturnih pravic Kurdov. In do leta 2017 je pridobila že 24,000 žensk, ki so prišle v vojaško usposabljanje in so se zdaj pod zaščito YPJ. Na boju proti ISIS-u je bila vojaška enota YPJ, YPD, izrednega pomena za zaščito teritorialnega prostora pred vdori. In njihova filozofija torej izvira iz idej voditelja kurdske politične stranke PKK, z voditeljem Öcalanom, ki je za eno od bistvenih vodil kurdskega političnega boja postavil prav osvoboditev žensk. Tako PKK, kakor YPJ so začeli zagovarjati neko sekularno, demokratično in egalitarno družbo z politiko, ter enakost spolov, med glavno vodila pa vedno prakticira feminizem. In PKK je tako imela prvo gverilo vojsko ženskih vojakinj že leta 1995, ki so se prostovoljno javile za usposabljanje in služenje gverila vojski. In veliko teh vojakinj je se tudi zavrnilo družinsko življenje in poroko. Že kmalu zatem so tudi politične stranke, kakor je YPJ, uveljavile neko novo pravilo, ki je nakrovalo, da na vsaki seji pri sprejemanju vsake odločitve je prisotnih vsaj 40% žensk. In te vojaške enote pa ženske usposabljajo ne na neki vojaški ravni, temveč se udeležujejo tudi predavanj in izobraževanj z področja ženske zgodovine in filozofije. Veliko žensk se pridruži takšnim enotam, ki tam najdejo varen prostor za svojo izobrazbo in duhovno povezanost z drugimi ženskami, ki so počele istim grozotam vojne in zapiranja. Nekatere se poskušajo pridružiti YPJ že pred 18 letom starosti, v večini teh primerov pa potrebno poudariti, da se gre za beg pred domestičnim nasiljem ali poroko. Še en citat bi rada izpostavila. Öcalan je veliko razmišljal o zgodovini in ženskah, ter sklepal, da če razumemo zgodovino zatiranja žensk na geografskem območju Kurdov, lažje razumemo sistem zatiranja manjšin z tega področja. Torej je razumel na ta način, kakor da v trenutku, ko se bodo ženske emancipirale in začele zasedati višje položaja, se bo potem tudi začel bolj kvaliteten boj za emancipacijo oziroma za avtonomijo kurdskega področja, v bistvu za uničenje v bistvu vzorcev zatiranja vseh manjšin z tega področja. In njegovo mnenje je torej bilo, da enkrat, ko se ženske emancipirajo, doseže vrhunec svoje enakosti z moški in prične zasedati ta višja mesta, se bo potem začelo tudi bolj kvalitetno 21. stoletje za manjše skupine, ki so iz 20. stoletja že prešle zatiranje in prisilno asimilacijo. Njegovo zauzemanje, Öcalanovo zauzemanje za enako spolom feminizem prišlo do tega, da je začasno leta 1998 razglasil PKK za žensko politično stranko. In skozi politični boj bi tudi rada poudarila še avtorico Ofijo Bengijo, ki v bistvu podrobno opiše vse ženske, ki so zasedale visoke položaje v kurdskem političnem boju in svojim delovanjem in razmišljanjem usmerjale množice Kurdov, ki so se v nekaterih desetletjih spremenila iz otišane manjšine brez pravic v narod s politično težnjo. In Kurdine so tako do leta 1990 zasedale že več kot 30% vojaških in vodilnih pozicij. Za 90. leta in začetek 21. stoletja so mediji in raziskovalci poročali, da se prisotnost žensk na vodilnih položajih veliko bolj zazna med kurdskimi političnimi strankami in organizacijami, kakor v zahodnem svetu. In ženske organizacije so pravzaprav postale ene bolj vidnih v kurdskem političnem boju. In Hedi Ibrahim je še eden od avtorjev, je tudi avtorica, ampak tukaj je poudarjena kot premierko na področju Rojave od leta 2014 naprej in je za svojo pozicijo povedala, da je morda zahodnim medijem čudno videti žensko na tako visokem položaju, vendar ona ni v bistvu ni izjema pravilu. Ravno obratno.
V kurdski skupnosti so ženske zelo pogosto opažene med vodilnimi položaji. Ravno tu se je zgodilo moje zanimanje in pa opazka, da so v feminističnih študijah o enakosti spola in podobnih egalitarnih projektih Kurdi lahko bolj napredni kot zahodni svet. In na tej noti bi počasi zaključila svojo krajšo predstavitev z opazko, da v bistvu potrebno vse te tematike povezave s Kurdi in s tem tudi povezave Kurdi včasih glede. Kurdska etnična skupina zdaj ima med 30 in 40 milijonov Kurdov razpršenih med državami Bližnjega vzhoda. In vsaka od teh skupin ima specifične lastnosti, ki ne veljajo za splošne. Kurdinje iz Irana tako doživljajo najslabšo razvojno emancipacijo, nasprotno s Kurdijami iz Sirije in Iraka, v katerem se odpira vedno več vrat in si širijo svoj prostor, ki lahko uporabljajo svoj glas. Zdaj bi počasi zaključila svojo predstavitev. Želeli smo poudariti, da to sicer ni bil moj osrednja rdeča nit moje diplomske naloge, vendar sem se v zadnjem mesecu, ko sem se prijavila na te dneve enakosti spola za predstavitev, poglobila temu, naredila par intervjujev, da sem ugotovila, kako globoko seže ta feminizem pri Kurdih, ki so bolj izjema, ko govorimo o Bližnjem vzhodu in svoboščini žensk na tistem področju. Hvala. Hana Bar-Šipalnič, najlepša hvala za vašo predstavitev. Iz nje je bilo mogoče razbrati, kako v kompleksni situaciji, kako kompleksna situacija je situacija žensk v kurdski družbi, kako raznoliko je stanje na različnih področjih in kako ženske bijejo boje ne samo zase, za ženske, ampak tudi za druge družbene manjšine. Hvala lepa za tale pomemben uvid. Zdaj pa vabim k predstavitvi Larino Grisler, upam, da sem pravilno izgovorila priimek, nisem prej preverila, z naslovom Transkulturnost pri Lili Novi. Larina Grisler je študentka prvega letnika enopredmetne germanistike na drugostopenskem študiju oddelka za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko. Diplomirala je z odličjem pod mentorstvom izredne profesorice za nemško književnost doktorice Irene Samide v študijskem letu 2021. Naslov njene diplomske naloge pa se glasi, kot sem že rekla, Transkulturnost pri Lili Novi. Trenutno se poteguje tudi za Keleminovo priznanje, ki ga oddelek podeljuje za najboljša dele študentk in študentov germanistike na dodiplomskem in magistrskem študiju. Larina, beseda je vaša. Najlepša hvala, lep pozdrav. V redu, je že v redu, hvala. Ja. Jaz bom pa samo še delila. Pa me samo zanima, če se vidi, če se premaknem naprej. Se vidi, ja. Super. Ja, torej, kot ste lepo povedali, je bila moja osrednja tema oziroma naslov moje diplomske Transkulturnost pri Lili Novi. In življenje in ustvarjanje nemško-slovenske pesnice Lili Novi je v slovenskem prostoru, ravno zaradi te njene nemško-slovenske biografije, največkrat predstavljeno kot dvojno. Pogosto slišimo izraze, to je pesnica dveh svetov. Osrednja teza moje diplomske naloge pa je, da je potrebno njeno življenje in ustvarjanje razumeti v smislu transkulturnosti, kot nekem stičnem prostoru, kot območje interakcije, prepletanja, prekrivanja in vzajemnega vplivanja njenih dveh identitet, njenih dveh jezikov, kot proces, ki se v bistvu izmika nekemu pavšalnemu etiketiranju, ki se izmika enoznačnim opredelitvam in zahteva drugačen zorni kot opazovanja. Posledica tega procesa in drugačnega zornega kota opazovanja je pa globje in boljše razumevanje njenega sebstva, njenega bistva, jezikovnega večdomstva in njene ustvarjalnosti. Čisto na kratko, kdor morda Lili Novi ne pozna najboljše, Lili Novi se je rodila leta 1885 v Gradcu, premožni oficirski družini, že po 3 letih pa so se potem preselili v Ljubljano na Stari trg 11a, kjer je ostala do konca svojega življenja. In vse od takrat naprej sta se začeli prepletati njena nemška in slovenska identiteta. Tako preplet njenih identitet ni bila posledica nekih političnih oziroma ideoloških prepričanj, temveč izraz tega, s čimer se je identificirala in način, da je poskušala ustvariti prostor,
ki obljublja neko stalno bivališče. Zakaj stalno bivališče? Kljub temu, da je pesnica zelo zgodaj prišla v Ljubljano, je vendarle do neke mere zmeraj ostala tujka, zmeraj na obrobju, nikdar zares v ospredju in se ves čas spopadala z vzdevki in pavšalnim etiketiranjem. Bila je namreč plemiškega rodu, bila je izobražena, oblačila se je precej drugače, kakor smo lahko videli na ljubljanskih ulicah. In bila je umetnica in navsezadnje bila je tudi seveda ženska, torej lahko bi rekli nevarna. In tako so se vse te lastnosti zlile v eno samo opredelitev čudaška, nora, celo nora grofna. To je morda izraz, vzdevek, ki ga še najbolj poznamo. In vse te etikete lahko razumemo kot nekakšen poskus, da bi avtorico uokvirili, jo zreducirali na njeno čudaškost, v kateri so imeli avtorji, njeni kolegi, intelektualci, drugi literati ogromno povedati, manj pa o njeni poeziji, manj o njeni ustvarjalnosti. In ta vprašljiva perspektiva se vleče kot nekakšna rdeča nit tudi skozi besedila v sekundarni literaturi. Kot primer naj navedem Jožeta Javorška, ki v svoji monografiji v ospredje postavlja to, kar ga je pač tisti trenutek zanimalo. Torej njega, ne pa kar bi zares prikazalo Lilinovi kot neko kompleksno avtorico. In vsako komponento, ki je pri Lilinovi ni razumel, je enostavno označil kot čudno. In z vzvišenim tonom secira avtorico preko 200 strani, njeno življenje, njeno ustvarjanje in pri tem popolnoma prezre, kako zanimiva je, kako drugačna, kompleksna. Ves čas pri tem želi prezreti njeno nemško identiteto in pri tem seveda ni edini, tudi Josip Vidmar in drugi, vendar njene ustvarjalnosti iz njene ustvarjalnosti ni mogoče izločiti njene nemške identitete. Kajti tudi sama je razumela svoje identitete ne kot ločnice, temveč kot presečnice, v okviru katerih lahko poudarja svoje sebstvo kot celoto. In za prostor tega prepletanja presečnic je veljalo prevajanje v nemščino in njeno pisanje poezije, tako v nemščini kot v slovenščini. Razlog za izbiro jezika, kdaj je zdaj pisala v slovenščini in v nemščini, ni temeljil, ravno tako kot njeno lastno razumevanje, na ideoloških ali nacionalnih prepričanjih, ampak je bil pač izraz njenega načina življenja, njenega razmišljanja, njenega ustvarjanja, to, kar je pač bila. Prav v tem prostoru prekrivanj in izgub in prepletanj je lahko svoje izkušnje obeh kulturnih svetov vpletla v svoje prevode in pesmi. Torej, mi, ko prebiramo poezijo, lahko pogosto najdemo neke precej zastarele formulacije, izraze, ki zelo pogosto spominjajo seveda na nemščino, nenavadne stavčne strukture, neobičajne deležnike in tudi ritem je pogosto precej, lahko bi rekli tuj, morda nemški. Ampak njeno znanje, razlog za to pa je, ker njeno znanje slovenščine seveda ni bilo najboljše, kar je Javorška izrazito motilo. Ampak če pa te elemente tujega razumemo kot izraz njene transkulturnosti, ne moremo več govoriti o izključno slovenski, o izključno nemški poeziji, vendar le poeziji kot o celoti. Torej se osvobodimo tega klasičnega predalčkanja, etiketiranja. In tako njena umetnost namreč obstaja prav v tem prostoru prekrivanja in prepletanja njenih dveh identitet, njenih dveh jezikov, in zato so te vrzeli in elementi tujega, neobičajnega, to, kar je bilo pogosto etiketirano kot čudno, izraz tistega, kar pač njena poezija je. Zato je edini logični sklep, se zdi trditev, da je treba življenje in delo Lilinovi razumeti v smislu transkulturnosti. In mogoče še za konec lahko rečemo, da je skrajni čas, da opustimo perspektivo, ki ženske avtorice zreducira na nekaj, kar niti najmanj ne odraža njihove kompleksnosti
in se na ta način osvobodimo in ja, morda tudi spremenimo na nek način zgodovino. Najlepša hvala. Larina Grisler, hvala lepa za to zanimivo predstavitev, predvsem za ta poseben zorni kot, skozi katerega ste pogledali na Lili Novi. Običajno, če se spomnimo še kakšnih drugih ustvarjalk v zgodovini, se jim je dogajalo to, da so jih gledali kritiki, predvsem, gledali skozi njihove osebnosti, skozi njihovo zunanjost, skozi njihovo drugačno vlogo, ki so jo prizarjale, različno, kot so jo v družbi pričakovali, glede na to, da so bile ob rojstvu identificirane z ženskim spolom. Skratka, to se je mnogim dogajalo, še posebej tistim, ki so odstopale od tega modela, ki so bile čudne, ki so bile čudaške, ki so bile zato označene za nevarne. Tako da se mi zdi, da je to nekaj, kar je bil vzorec gledanja v zgodovini za ženske in hvala Bogu, da ga v sodobnosti prekinjamo in tudi z vašim prispevkom ste prispevali k temu, da tega več ne počnemo. Hvala lepa. Eva Demšar bo naša naslednja sogovornica. Eva Demšar je dokončala drugostopenjski magistrski pedagoški dvopredmetni program Nemščina in zgodovina. Njeno magistrsko delo nosi naslov Izobraževanje žensk v Habsburški monarhiji v letih 1848 do 1918. Mentorici sta bili izredna profesorica doktorica Irena Samide in redna profesorica doktorica Marta Verginela. Za svojo magistrsko nalogo je Eva Demšar prejela fakultetno Nachtigalovo nagrado. Veseli me, da bo svojo nalogo lahko predstavila tudi na današnjih dnevih enakosti spolov. Eva Demšar, smo na zvezi. Živjo, pozdravljeni. Sam trenutek bom jaz dodelila zaslon. Pa mi tudi samo prosim pokimajte, če se vse v redu vidi. V redu se vidi. Grem naprej. Kot bi naslov pove, jaz bom na kratko predstavila izsledke mojega magistrskega dela Izobraževanje žensk v Habsburški monarhiji med leti 1848 in 1918. Kaj sem pravzaprav sploh prepotila? Odločila sem se narediti nek strnjen pregled, pri čemer sem v bistvu raziskovala v dve smeri, se pravi linearno, pogledala sem ta razvoj v omenjenih obdobjih oziroma omenjenih letih. Hkrati sem pa v bistvu vse skupaj pogledala tudi transverzalno, torej primerjala sem posamezne izobraževalne ustanove znotraj nekega točno določenega obdobja med seboj. Dotaknila sem se tudi razlik, seveda moško-žensko izobraževanje, tudi plačila učiteljic, ki je dolgo časa znašalo 80% moške učiteljske plače oziroma ponekod celo 75%. Dotaknila sem se tudi celibata, verjetno že vemo, da je poroka za učiteljice pomenila pravzaprav prostovoljno odpoved službi in kasneje tudi pokojnini. Zdaj, gremo kar naprej. Najprej tisto glavno vprašanje je bilo pravzaprav, kako se je izobraževanje žensk na omenjenem območju sploh razlikovalo od izobraževanja moških. Tista prva razlika, ki seveda stopi v ospredje, je zagotovo to, da se dekleta pravzaprav niso niti mogla izobraževati v isti meri kot moški. V bistvu tukaj gre za vprašanje, kako in do katere mere so se dekleta lahko sploh vključevala v različne stopnje izobraževanja. Zdaj, če pogledamo najprej osnovnošolsko izobraževanje, dekleta so največkrat naredila neko trivialko, se pravi prve 3 razrede osnovne šole, vse ostalo je pa dolga leta ostali pravzaprav v domeni moških. Zdaj tiste redke, ki so se želele izobraževanja tudi po koncu osnovne šole, so imele pa zelo omejen nabor teh izobraževalnih ustanov. Zdaj, če gledamo na gimnazije, pravzaprav vstopa niso imele vse do leta 1872, pa še takrat, o tem večkrat kasneje,
je bil v bistvu ta njihov vstop pogojen s precej, v bistvu velike razlike so nastajale. No. Enako velja tudi za univerze. Te univerze so bile pravzaprav prepovedane, konec koncev še dlje kot gimnazije. In potem se je pravzaprav porodilo vprašanje. Dekleta so si želeli, naprimer, po končanju osnovne šole nadaljevati svoje izobraževanje. Vstop na gimnazije je bil prepovedan, kaj jim je pravzaprav sploh ostalo. Zdaj, tukaj so bile neke strokovne šole, ki so šle izredno v smer tako imenovanih, mogoče gospodinjstva, trgovske šole, sicer kasneje babištvo, čipkarske šole, šole za vezenje in šivilstvo. Manjkala je pa v bistvu tista splošna izobraževalna ustanova, torej nekaj, kar bi nadomestilo gimnazijo, na katero niso smele. Zdaj, leta 1873 je tako v Gradcu nastal licej. 4 leta kasneje je podoben licej nastal tudi na Dunaju in tukaj so študirale tudi slovenska dekleta. Pri čemer lahko rečemo, da je bil ta licej, 6-letna šola, kasneje 7, se je lahko ob bok postavila deški gimnaziji. To je pravzaprav bolj kot ne samo na videz, v teh razlikah tudi malo kasneje. So si pa seveda dekleta še vedno želela nekaj tudi bližje. V tem oziru je leta 1896 v Ljubljani nastala Višja dekliška šola, za kar je bil pa takrat najbolj odgovoren takratni župan Ivan Hribar. Kot posebnost, mogoče pa zanimivost, to šolo so obiskovala v veliki večini samo dekleta slovenskih staršev, ki pa so bila tudi polno štipendirana. Tako da to je v bistvu bila tista prva neka splošna šola, ki je bila na nekem višjem nivoju, je nadaljevala elementarno šolanje, je bila na voljo ženskam. Zdaj, potem obstaja pa še neka druga, sicer strokovna, in sicer učiteljišča. Učiteljišča so dolgo leta pravzaprav predstavljala edino sekundarno šolanje, po katerem so dekleta lahko posegala. Najprej so nastajale v sklopu redovnic, na videz so bila sicer enaka moškim učiteljiščem, vendar pa z velikimi razlikami tako pri predmetih, kot tudi pri sami vsebini in pa potem pri izvedbi. Po 3. šolskem zakonu iz leta 1869 so taka učiteljišča začela nastajati tudi na državni ravni. Leta 1871 se je tako odprlo tako učiteljišče v Ljubljani, leta 1975 v Gorici. Na Štajerskem se je prvo učiteljišče za žensko odprlo relativno pozno, in sicer šele leta 1883, pri čemer je to ostalo v rokah šolskih sester, torej redovnic. Kot sem že parkrat omenila, se vsa ta učiteljišča, Višja dekliška šola, lahko teoretično postavijo ob bok moškim ustanovam, oziroma ustanovam namenjen moški publiki, v resnici pa stvar ni bila tako enostavna. Prišlo je do ogromnih razlik v predmetnikih, v sami vsebini, zdaj čist splošno. Država se je zelo želela, da bi se izobraževanje deklet in pa fantov potekalo ločeno. Zdaj, kaj to pomeni? Ustanavljanje ločenih šol. Kjer to ni bilo mogoče, naprimer na neki vasi, so strmeli k temu, da so dekleta naprimer sedela zadaj oziroma na levi strani, dečki na desni. Tudi naprimer redovalnica, najprej so šli dečki po abecedi, potem na koncu šele deklice. Če gremo na same predmete, pri geometriji je bil poudarek pri dekletih naprimer na risanju gospodinjskih stvarih. Telovadbe dekleta niso imele, oziroma potem šele kasneje, ko je telovadba prišla na predmetnike, so bile to neke zelo okrnjene vaje z manjšim številom ur. Eksperimenti pri fiziki, matematiki, kemiji so odpadli. Zgodovina je temeljila na neki zelo površni opisnem predmetniku. Imele so manj ur matematike, pri glasbi so dekleta lahko samo pela, ne pa tudi igrala inštrumentov. Kar je tudi precej pomembno je, da so imela dekleta več ali manj na urniku še 2 dodatna predmeta, in sicer ženska ročna dela in pa gospodinjstvo. Tako da pravzaprav, če pogledamo v okolje, prav v smislu teh predmetov so razlike precej velike. Pojavlja se pa še ena druga razlika, in sicer to so bila pa končna spričevala, ki pa pravzaprav to niti niso bila v samem, sploh na začetku. Naprimer, kot sem omenila, dekleta na gimnaziji niso smela.
Po letu 1872 so lahko vstopile v gimnazije, vendar so se morale na izpite pripravljati doma. Prav tako niso smele pristopiti k maturi, torej zrelostnem izpitu. Kasneje, po letu 1878, so dobile dovoljenje, da opravljajo maturo, vendar se potem tukaj država poskrbela za nekaj drugega. In sicer, ko so dobile spričevalo, je bila na koncu klavzula, ki je dekletom pravzaprav omogočala, da bi s tem spričevalom vstopile na univerze. Država je v bistvu tukaj to klavzulo lastnoročno pri dekletih samo prečrtala. Se pravi, v bistvu njihovo maturitetno spričevalo ni izkazovalo drugega, kot pa nek določen nivo znanja, ki so ga dosegle. Kot zanimivost, dekleta so tista spričevala, kakršna poznamo danes, torej vstopnice za univerzo, dobile šele leta 1901. Ko smo ravno pri univerzah, so si dekleta sploh izborile vstop. Prvi velik korak, seveda poleg teh spričeval, je bil leta 1896 z nostrifikacijo v tujini pridobljenih doktorskih oziroma medicinskih diplom. Kaj to pomeni in kako je sploh do tega prišlo? Avstro-Ogrska oziroma Habsburška monarhija je aneksirala Bosno in Hercegovino, kjer pa so ženske muslimanske veroizpovedi kar naenkrat zavračale zdravnike moškega spola. In potem je kar naenkrat v državi, ki ni dovolila ženskam, da bi študirale medicino, začeli primanjkovati ženskih zdravnic. To težavo so najprej skušali rešiti z privabljenjem tujih zdravnic, na primer iz Švice, ampak so bili potem pogoji od plače do znanja jezika tako nemogoči, da so se odločili, da bodo dekletom, ki so doštudirale v tujini, dovolili, da pravzaprav opravljajo ta poklic tudi v matični državi. Pravzaprav so morala vsa dekleta še enkrat polagati čisto vse izpite, opraviti prakso, edino, kar pač niso rabile, je bilo to, da niso rabile še enkrat obiskovati predavanj. Prva taka ženska, ki je nostrificirala svojo diplomo, je bila Gabriele Possaner von Ehrenthal. Potem so se pa počasi začele odpirati vsaj v določeni meri tudi druge univerze oziroma fakultete. 1897 je svoje vrata odprla Dunajska filozofska fakulteta. Prva študentka, ki je navedla slovenščino kot materni jezik, je bila Julija Zupančič oziroma Marija Sušnik. Potem se je pa odprla počasi tudi medicina, in sicer leta 1910. Pravna fakulteta je pa pravzaprav za ženske ostala zaprta vse do leta 1919, se pravi po koncu vojne. In s tem bi jaz v bistvu tudi moj kratek pregled zaključila. Hvala za pozornost. Eva Demšar, hvala lepa za razsvetlitev tega delčka dolge poti žensk do enakih možnosti izobraževanja. Vidimo, da je bila ta pot dolga in trnova in se mi zdi, da je zelo pomembno videti te pomembne korake, ki so pripeljali potem do enakih možnosti in seveda do tega, da so ženske si lahko pridobile ta delček kulturnega kapitala, ki je potem pomembno prispeval k temu, da so lahko zasedale tudi drugačna mesta v družbi in kulturi. Tako da hvala lepa še enkrat. Naša naslednja sogovornica je Manca Rožman. Manca Rožman je doštudirala na dvopredmetnem študijskem programu Zgodovina in sociologija, pedagoška smer. Danes bo pa predstavila izsledke svoje magistrske naloge z naslovom Prve ženske v slovenskem javnem prostoru, analiza socialnih kapitalov in mrež. Mentorici sta bili doktorica Irena Selišnik in profesorica Milica Antič-Gaber. Manca Rožman, beseda je zdaj vaša. Najlepša hvala in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem oziroma gledalcem in obenem tudi najlepša hvala organizatorki za povabilo. Jaz bom tudi delila svoj zaslon za malo lažje spremljanje vsega skupaj. Torej, moj naslov Prve ženske v slovenskem javnem prostoru, analiza socialnih kapitalov in mrež. Zdaj bi jaz rada na tem mestu malo samo razložila oziroma malo pojasnila, zakaj
gre. Mogoče se sprva sliši oziroma mogoče sprva nakazuje ta naslov, da obravnavam vse ženske, ki so vstopale v sfero javnega. Nisem obravnavala vseh žensk, osredotočila sem se v bistvu predvsem na zožen okvir. Treba je bilo v bistvu zaradi preobsežnosti podatkov v bistvu nekako ta raziskovalni okvir skrčiti. Sem se v bistvu ukvarjala s časovnim obdobjem zdaj druge polovice 19. stoletja, na prelomu stoletja in potem vse do začetka Prve svetovne vojne. Hkrati pa tudi v bistvu prostorsko omejila, ker preučujem zgolj ženske, ki so se pojavljale v javnosti v Ljubljani. Tako da sem v bistvu že na začetku ta raziskovalni okvir nekoliko mogla zamejiti. Zdaj glavno raziskovalno vprašanje, ki sem mu sledila tekom v bistvu raziskovanja, tekom pisanja magistrske naloge, pa bilo pravzaprav, kdo so te ženske sploh bile, kakšno je bilo njihovo socialno ozadje oziroma kakšne so bile njihove možnosti sploh za vstop v polje javnega. In v bistvu je to vprašanje nastalo nekako organsko tekom v bistvu raziskovanja že tako na prvi kot tudi na drugi stopnji. Sem se ukvarjala v bistvu kar nekaj časa tudi že z ženskami, ki so v bistvu imele vidnejšo vlogo tudi v procesu nastanka slovenskega naroda. In tam sem v bistvu ugotovila, da so ženske vsekakor sodelovali in da so imele veliko vlogo pri formiranju slovenskega naroda v 19. stoletju, ampak tam se še ni dalo ugotoviti oziroma pojavlja se v bistvu novo vprašanje, kdo so te ženske sploh bile. In v svoji magistrski nalogi sem pravzaprav raziskovala njihovo socialno ozadje, hkrati pa tudi, koga so vse te ženske poznale, s kom so v bistvu delile si nek ta javni prostor in če jim je v bistvu to bilo nekoliko olajšano zaradi njihovega socialnega kapitala, torej zaradi količine nekih v bistvu socialnih povezav, ki so jih te ženske tvorile. Zdaj, moj osnovni raziskovalni temelj, v bistvu moja osnovna raziskovalna baza je bila pravzaprav pregled slovenskega časopisja, predvsem Slovenskega naroda in kmetijskih in rokodelskih novic. V tem časopisju sem pravzaprav iskala omembe vseh žensk, ki so se v javnosti pojavljale, in prvi izziv je bil v bistvu, kako vso to količino teh preobširnih podatkov nekako skrčiti. Teh omemb je bilo preko 500 in v bistvu vse te ženske nekako potem skrčiti. In na to sem v bistvu svoje raziskovanje nadaljevala s tem, da sem vse te ženske skušala preveriti v ljubljanskih popisih, iskala podatke o njih, hkrati pa tudi preverjala, kje vse so se te ženske v javnosti pojavljale, torej ali so bile članice kakšnih pomembnih ljubljanskih društev. Nekako se je potem moj izbor skrčil na 54 Ljubljančank, v katerih sem potem tekom magistrske naloge nadaljevala svoje raziskovanje in predvsem pri njih potem raziskovala to njihovo socialno ozadje. Kot sem že omenila, koga vse so poznali in iz kakšnih družin so v bistvu te ženske prihajale. In sem preverjala v bistvu njihove izvorne družine, torej kaj so bili po poklicu njihovi starši, s kom so se poročale in v bistvu tudi kakšen poklic so te ženske opravljale. In ponovno se je pojavil nov izziv oziroma ponovno neka nova prepreka oziroma potreba potem, da se te poklice oziroma da se te ženske nekako razdeli na družbeni lestvici. In sem v bistvu uporabila mednarodno poklicno shemo HISCLAS, dveh nizozemskih avtorjev, ki v bistvu na podlagi kodificiranja vsakega poklica razvrščata vse poklice, ki v tem evropskem prostoru obstajajo, v 12 družbenih razredov. In kaj se je pokazalo? Da so te ženske v bistvu pripadale višjim socialnim slojem. Tukaj lepo prikažem v bistvu vseh teh 54 žensk, da so pripadale neki višji polovici družbene lestvice. Prav tako tudi njihovi možje in deloma tudi starši. Torej, da so v bistvu ženske se pojavljale pod tistimi vidnejšimi poklici kot recimo gledališke igralke, kot pevke, predvsem tudi učiteljice, kot zasebnice, hkrati pa tudi kot žene pomembnih recimo ljubljanskih uradnikov, županov,
tudi predvsem kakšnih učiteljev, zdravnikov, pravnikov, skratka, višjih, v bistvu tipičnih meščanskih poklicev. Še par besed bi rada omenila oziroma namenila še temu sociološkemu delu moje magistrske naloge, v katerem se prepletajo različni koncepti, različni sociološki koncepti, ki se nekako povezujejo tudi z zgodovinskim zastavljenim okvirjem. Zdaj, socialni kapital je bil pravzaprav osrednji koncept, ki sem ga uporabila. Torej, vse nakopičene socialne povezave, vsa poznanstva, ki so jih bodisi ženske pridobile znotraj nekih neformalnih socialnih mrež, kamor naprimer štejemo družino, osnovno primarno družino, potem kako so ta socialni kapital širile oziroma večale s poroko, če so ga, v primeru, da so ga, in kako so potem ženske tudi v nekih formalnih vpetih mrežah, torej tudi v ljubljanskih društvih, ta socialni kapital širile in v bistvu uporabile za neko skupno pomembno akcijo. Potem naslednji koncept, ki je v bistvu zamejil vso to socialno strukturo, ki sem jo prikazala v tem grafu, da je šlo za višje meščanske poklice, sem nekako navezala potem tudi na sociološki koncept habitusa, kot nekih notranje ponotranjenih dispozicij, nekih nizov v bistvu obnašanja, vedenja, ki se je v bistvu prikazal kot trdno spojen v bistvu s tem meščanskim slojem. In prav tako to obdobje, ki sem ga preučevala, preučujemo pravzaprav tudi z zgodovinskim procesom oblikovanja meščanskega sloja in sem pokazala, da so te ženske pravzaprav temu meščanskemu sloju nedvomno pripadale. Hkrati sem v bistvu potem uporabila tudi koncept socialnih razredov, kar sem že preomenila tudi tisto lestvico, da sem jih razvrstila nekako v te socialne razrede in ves čas v bistvu tudi prikazala, da višji socialni razredi operirajo z več socialnega kapitala kot tisti, ki so nižje nekje na družbeni lestvici. In še en koncept, ki pa v bistvu spremlja celotno mojo magistrsko nalogo, pa je koncept spola. Ves čas postavljam vse koncepte, ki sem jih obstransko naštela, torej socialni kapital, socialni razred, ves čas postavljam v perspektivo spola. Kakšne razlike so v bistvu nastajale oziroma kakšne razlike po količini socialnega kapitala nastajajo samo na podlagi spola. In hkrati, v bistvu kot zadnji koncept, ki ga omenjam, pa ta odnos med zasebnostjo in javnostjo. Zasebnost kot v bistvu tradicionalno spojena z ženskim spolom, kot zasebnost, kot polje družine, ki je bilo ves čas rezervirano zgolj za ženske. In hkrati potem skušam prikazati te možnosti, ki so jih ženske pravzaprav imele za pripuščanje v sfero javnosti, ki pa je tradicionalno v bistvu spojeno z moškostjo, politika rezervirana zgolj za moški. Skušam prikazati in osvetliti v bistvu vse te možnosti, ki so jih ženske imele za vstop v sfero javnosti. In ta preplet teh konceptov v bistvu spremlja celotno magistrsko nalogo. In kaj so bile glavne ugotovitve mojega magistrskega dela, kot sem že povedala, da so zasedale višje družbene položaje. Tega tekom magistrske naloge ne zanikam, da je šlo za privilegirane meščanske sloje. Ampak hkrati skušam prikazati, da poleg tega, da so bile te ženske, ki nastopajo v mojem magistrskem delu, žene znanih pomembnih Ljubljančanov, kot naprimer Milica Hribar, že preomenjenega ljubljanskega župana Ivana Hribarja, pa recimo Franja Tavčar, kot žena Ivana Tavčarja, Marija Grasel in tako naprej, sorodnice Karla Blajvajsa, naprimer, to so sami znani ljubljanski priimki, ampak v tej nalogi skušam pokazati, da niso bile označene le kot žene tega in tega, ne da so znane zgolj po svojem priimku, ampak kakšen doprinos v bistvu, kako so s tem svojim vstopom v javnost, ko so to možnost dobile, kako so v bistvu spreminjale in reševale tudi nastalo žensko vprašanje, kako so v bistvu orale ledino na področju prvih feminističnih v bistvu
prvih feminističnih zametkov tudi v slovenskem prostoru. Na drugi strani pa se je pokazala ena zelo pomembna skupina teh žensk, ki so v moji nalogi nastopale, so pa pomembne izobraženke in umetnice. Da so v bistvu tudi preko poklica in preko izobrazbe vstopale v javnost. Ne samo to, da so bile v bistvu učiteljice najbolj dejavne v slovenskem javnem prostoru. Da se malo navežem še na mojo predhodnico. Izstopajoča skupina, ki sem jo osvetlila v svoji magistrski nalogi, so bile pravzaprav učiteljice. Kot neko jedro, v bistvu, slovenskih v bistvu prvih zametkov, kot sem že rekla, nekih feminističnih začetkov. In v društvih so se res ugotovljeno pogosto pojavljale poleg svojih mož in očetov, kar je že pač vnaprej bilo pričakovano, pa hkrati pokažem, da so tam delovali tudi samostojno. In kakšna je bila pravzaprav njihova vloga potem v javnem življenju. Hkrati potem kot nek sklepni zaključni del svojo magistrsko nalogo zaključim tudi s tem, da pokažem, kako so v bistvu ta njihova medsebojna poznanstva v teh društvih, v katerih so delovale, v bistvu vplivale tudi na neke spremembe, ki so bile v bistvu produkt tega, da so ženske pravzaprav sploh imele možnost, da so v slovenskem prostoru v javni prostor sploh vstopili. To bi bilo vse z moje strani. Manca Rožman, hvala lepa tudi vam za ta zanimiv prispevek. Spet se je pokazalo, tako kot pri prejšnjih predstavitvah, kako lepo znajo naše študentke in seveda tudi študenti, čeprav jih danes tukaj ni, povezovati različna predmetna področja, kako so lahko te povezave koristne, kako se lahko določeni koncepti, ki jih spoznavate pri, recimo v tem primeru sociologiji, uporabite na študiju gradiva, zgodovinskega gradiva in ga analizirate in kako lahko pridete prav zaradi tega tudi do pomembnih zaključkov, kot ste jih lepo predstavili v vašem zaključku vaše magistrske naloge. Hvala lepa tudi vam. In zdaj prehajamo k zadnji predstavitvi, in sicer predstavitvi doktorske disertacije Nuše Ščuka. Nuša Ščuka je leta 2013 diplomirala iz sodobne slovenske književnosti. Naslov njene diplome je bil Otroštvo kot avtobiografija in fikcija o otroških stvareh Lojzeta Kovačiča. Leta 2016 je magistrirala iz slovenskega jezika. V magistrskem delu se je ukvarjala s spolno občutljivo rabo jezika v spontanem, formalnem, javnem diskurzu. Februarja letos pa je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Spolno občutljiva raba jezika v učnih gradivih. S to temo se je ukvarjala že med študijem, tako da je tudi že leta 2014 nekaj svojih izsledkov raziskovalnih objavila v jezikoslovnih zapiskih in prvi strokovni članek v reviji Jezik in spol, ženska poimenovanja v slovenščini. Leta 2020 pa v Jezik in slovstvu objavila svoj prvi znanstveni članek Spolno občutljiv jezik v govorjenem diskurzu. Nuša Ščuka, beseda je pa zdaj vaša. Izvolite. Hvala lepa, tudi jaz vas lepo pozdravljam. Jaz bom tudi delila zaslon, da bo lažje videti. Takole. Torej, jaz sem se v bistvu v zadnjih letih veliko ukvarjala s spolno občutljivo rabo jezika. Torej, gre v bistvu za neka enakovredna razmerja med moškimi in ženskami pri jezikovnem izražanju, torej na ravni jezikovnih sredstev, torej samih izrazov. Pri doktorski disertaciji sem se osredotočila na učna gradiva, torej na učbenike, samostojne delovne zvezke in delovne zvezke. In sem se v bistvu nekako zadala, da bom preučila razmerje med naravoslovnim predmetom, torej naravoslovje, in pa družboslovnimi, kot sta gospodinjstvo in slovenščina. Torej slovenščina pa predvsem tudi primerjalno, ker gre v bistvu za jezikovni pouk. Pri tem sem se v bistvu osredotočila na vsebino, torej ali se pojavljajo vsebine, ki odražajo stereotipne spolne vloge, ter na jezikovno raven, torej na spolno občutljivo rabo jezika.
Pri tem sem posegla po več teh metodah, torej kritična analiza diskurza, ki zajema celoten diskurs, upošteva tudi družbena razmerja in hierarhijo med udeleženimi, potem jezikovno-pragmatični pristop, ki se osredotoča na celoten kontekst jezikovne rabe in pa večkodna analiza, saj sem v bistvu gledala tako tisto, kar je besedno in kar je slikovno, ker skupaj v bistvu gre za celoto. Pri tem lahko omenim v bistvu ključne termine disertacije, torej seksizem, stereotipi, podrobneje torej spolni stereotipi, ki se ohranjajo s pomočjo spolne socializacije, ki poteka s pomočjo učenja teh spolnih shem, na podlagi katerih tudi otroci potem vrednotijo in razvrščajo informacije. Samo pojmovanje spola, torej razlika med družbenim in biološkim spolom, potem iz tega izpeljan tudi termin spolno občutljiva raba jezika, ki je precej nov, predtem se je v bistvu uporabljala neseksistična raba jezika in seveda pedagoški diskurs ter učna gradiva. Preučila sem v bistvu kar nekaj tujih študij in pa tudi slovenskih, zdaj pri tujih študijah sem nekako že od začetka pa do sedaj nekako videla razliko, da so se sprva osredotočali bolj na besedišče, na izražanje tako moških kot žensk, na razlike med tem, kar je bilo seveda tudi kulturno, družbeno pogojeno. Sodobnejše študije pa se seveda v bistvu osredotočajo bolj na celoten kontekst in ne zgolj na samo določene izraze, torej v bistvu tudi razmerja, diskurs, celoten družbeni vidik. Pri tem je pomembno tudi to, da se z tega vidika so se začele v bistvu uvajati smernice za nek enakopraven odnos med moškimi in ženskami pri izražanju in s tem je začel že UNESCO leta 1987. Imamo tudi samostojni organ EIGE, ki skrbi za to na področju Evropske unije. Zdaj pa konkretno pri nas, pa so se v bistvu začeli s tem nekako bolj konkretno ukvarjati v 90-ih letih prejšnjega stoletja in sicer je bilo to družbeno-politično pogojeno, ampak leta 1995 je bila organizirana prva taka javna razprava, ki je v bistvu bila nek začetek in povod za razmišljanje o tem bolj konkretno. Potem 2 leti kasneje je bil izpeljan tudi seminar na temo ženske v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Potem so nastajale posamezne študije in pa seveda tudi smernice. Prve take smo dobili že leta 2010, potem 2017 in pa najnovejše iz leta 2018. Zdaj v moji disertaciji sem se osredotočila na učna gradiva, ki so v bistvu z tega vidika še neraziskana in kot sem že prej omenila, sem se osredotočila torej, kako se kaže spolno občutljiva raba jezika, s katerimi sredstvi, oblikami, kako je v bistvu s tem povezana tudi vsebina in kakšna je v bistvu vloga samega področja, torej naravoslovje in na drugi strani gospodinjstvo. Analizirala sem skupaj 17 učnih gradiv, pri tem sem se pa tudi osredotočila na avtorstvo, torej na avtorje in avtorice, kolikšen je delež, potem naslavljanje, pedagoški govor, vsebina in slikovno gradivo. Če nekako strnem ugotovitve, sem v bistvu ugotovila, da prevladujejo pri avtorstvu torej avtorice in sicer v kar 65% so to torej ženske, 35% je moških. Delež je nekako izenačen pri naravoslovju, medtem ko pri gospodinjstvu z skoraj 80% prevladujejo avtorice. Razlaga je v teh gradivih zapisana v prvi osebi množine v sedajniku, torej poglejmo, preberimo, kar je spolno občutljivo, se spol ni razviden, ali pa vseh 3 številih, kolikor se nanaša na snov, torej se v bistvu osebe, ki ujema s povedkom. Pri naslavljanju pa je zanimivo, da
imamo glagolske oblike v drugi osebi v veljelnem in povednem naklonu ednine, ki ne razkriva spola, če je v sedanjem času, torej zapiši, veš in je to spolno občutljivo. Vkolikor pa imamo prihodnji ali pretekli čas, so pa pri naravoslovju uporabljene zgolj moške oblike, torej boš premislil, boš rešil. Pri gospodinjstvu pa imamo polovico gradiv, ki ima le moški spol, polovico gradiv, ki pa ima oboje spolske oblike, torej boš premislil, premislila. Pri slovenščini pa je delež z dvema oblikama višji, in sicer 65%. Tako da v bistvu, če pogledamo na tej ravni, je naravoslovje nekako jezikovno, se v bistvu uporablja samo moška oblika, pri obeh družboslovnih predmetih pa nekako stremijo k tej jezikovni občutljivosti. Potem sem seveda tudi slikovno pregledala in analizirala naslovnice učnih gradiv, so spolno občutljive v 88%, in pa nasplošno pri naravoslovju zaradi same tematike in snovi, torej imamo v bistvu živo, neživo naravo, je slikovno bolj občutljivo, ker v bistvu predstavlja bolj naravo, rastline, medtem pa, ko pri gospodinjstvu se v bistvu snov dotika tudi med drugim poklicev in pa družine, pri tem pa v bistvu prihaja še do precej stereotipnih spolnih vlog. Sedaj tule bom pokazala še nekaj takih primerov, in sicer pri naravoslovju imamo recimo tukaj na teh slikah in ilustracijah, torej dečka, ki prikazuje, kako se izvaja nek poskus, potem dečka, ki polni pnevmatiko, in pa pri uporabi apnenca, torej stereotipno je torej delavec zidar moški. Potem pri gospodinjstvu sem izpostavila poklice, torej imamo zobozdravnico, imamo maserko, frizerko, negovalko za starejše osebe, učiteljico na desni strani. In pa zanimivo se mi je zdelo, torej tukaj pri tej legendi, velikokrat se pojavlja v teh gradivih, torej da deklica, torej pod znakom ali veš, nekako ponavlja že usvojeno snov, neke podatke, ki so preverljivi, medtem ko deček pa to nadgrajuje in razmišlja, torej pri znaku premisli. Tule pri slovenščini sem pa nekako želela samo pokazati, kako stremijo pri samostojnem delnem zvezku 1 in pri berilu 1 k obojespolski rabi, torej recimo tule pri zelenem v nadaljevanju boš spoznal, spoznala, naučil, naučila se boš in tako naprej. Prav tako je tudi pri berilu, torej ob čem si se najbolj zabaval, zabavala. Tako da v bistvu nekako sem ugotovila, da vsebinsko so veliko bolj zaznamovana gradiva gospodinjstva, medtem ko jezikovno pa gradiva za naravoslovje saj uporabljajo zgolj generično moško obliko. Tako da glede na to, da gre tukaj za pedagoški diskurs, imata v bistvu velik vpliv na otroke, tukaj še osnovnošolske otroke, ki so temu v bistvu izpostavljeni, in v bistvu nekako ta že šola kot neka pomembna ustanova, ki tudi vzgaja, poleg tega, da izobražuje, bi nekako lahko tudi stremela k temu, da se nekako, da se spola izenačena. Je pa zatem tudi uredniška politika, torej vseh teh gradiv, avtorjev, sestavljavcev, ki imajo v bistvu pomembno vlogo, kajti oni tudi posredujejo ta gradiva, šole jih izberejo in potem je v bistvu to nek tak krog. Nastajajo tudi
po svetu smernice za pisanje učnih gradiv, recimo, mislim, da v Kanadi so že iz 90-ih let prejšnjega stoletja, in tudi na tem področju bi lahko pri nas nekako oblikovali določene smernice, torej kako predstaviti določeno snov, tako z jezikovnega kot tudi z vsebinskega vidika. Tukaj bom pa tudi zaključila, to je bil res tak groba predstavitev samo ključnih stvari. Hvala. Hvala lepa, Nuša Ščuka, tudi za ta vpogled, razprtje pravzaprav tega pomembnega vidika, kakšno vlogo igrajo v celotnem izobraževalnem procesu učbeniška gradiva in še posebej, kako pomembna so pri vzpostavljanju enakosti spolov prav z tega vidika uporabe vključujočega ali spolno občutljivega jezika. Dovolite mi, da potegnem nek zaključek iz vaših predstavitev, do katerega sem prišla, ko sem vas poslušala. Rdeča nit vaših prispevkov so namreč naslednje teme. Izobraževanje, dostop in možnosti do izobraževanja, delovanje v javnosti, odpiranje prostorov za enako vključevanje v družbo, tudi za ženske, transkulturno sodelovanje, pomen jezika in vključujočega jezika. Pokazali ste, kako pomembno je delovanje žensk na različnih področjih in družbenega delovanja, tudi kako težko je bilo na tej poti prodirati na posamezna področja, kako stereotipno so bile ženske obravnavane strani moških in kako vztrajno je bilo njihovo delovanje. Tako da res hvala vsem za te vaše prispevke, hvala vam, Hanna Barši-Palmič, Larina Grisler, Eva Demšar, Manca Rožman, Nuša Ščuka. Hvala seveda tudi vašim mentoricam in mentorjem, ki so vas spodbujali pri vašem delu. Želela bi, da bi vaše delo v prihodnosti tudi nadaljevale, tako da vaše raziskovalno znanstveno delo ne bi zastalo. Želela bi si tudi, da bi vaše delo prišlo tudi do drugih javnosti, ne samo akademske, ampak tudi, da bi bilo objavljeno in dostopno širši družbi. Hvala za te vaše prispevke. Mislim, da se s tem spodbudile tudi druge kolegice, kolege, da se lotijo česa podobnega. Zahvalila bi se seveda rada tudi dekani in vodstvu Filozofske fakultete za vso podporo pri organizaciji dogodka. Hvala vsem, ki ste se udeležili današnjega dogodka in tako tudi dali posebno težo temu dogodku, kot smo si tudi želeli. Vabljeni seveda tudi na naslednje dogodke v okviru Dnevov enakosti spolov. Naslednja 2 dogodka se bosta zgodila že naslednji teden, v ponedeljek in sredo. V ponedeljek bo tema pogovora, zakaj je pomembno imeti smernice za enakost spolov v kulturi, in v sredo, zakaj je pomembno imeti institucionalni načrt enakosti spolov. Vsa obvestila in vabila bodo še posebej objavljena, tako da vas pa že zdaj seveda napotujem na to, da pogledate na naši spletni strani pod zavihkom enakost. Še enkrat hvala vsem sodelujočim in vsem prisotnim na današnjem dogodku.